Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci slovenjebistriške lokalne televizije v prvih dneh vinotoka ali novembra, ki nas je pozdravil z nenavadno lepim in toplim vremenom. Minile so krompirjeve počitnice. Osnovnošolci in dijaki pa so res imeli krompir, saj je bil pretekli teden zares poln sonca in upamo, da so nekaj dni zares uživali. Konec oktobra pa je bil tudi v znamenju spominskih slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve. Obeležili smo tudi spomin na rojstvo prve slovenske knjige. Nekateri so praznovali tudi uvoženi praznik, noč čarovnic, nič kaj čarovniško pa ni v državni politiki, saj se nam obetajo stiskanje pasu in drugi ukrepi, ki ne bodo nič kaj privlačni. Tudi občine bi potrebovale za izvedbo svojih projektov čarobno paličico, kajti denarja je vedno manj. Upajmo, da bo nova sestava občinskega sveta, ki smo ga potrdili ta teden, vsaj tako uspešna kot prejšnja. Pa ne pozabite, 11. novembra bo na Trgu Svobode v Slovenski Bistrici veliko martinovanje, saj je ta dan praznik vseh vinogradnikov in ljubiteljev žlahtne kapljice. O tem, kaj se je dogajalo pretekli in ta teden, pa boste izvedeli čez nekaj minut v informativni oddaji. Prijazno vabljeni k ogledu. Na Bistriškem pokopališču in v Visolah žalni svečanosti. V potopisu sta Mojca Plaznik in Uroš Plavec razkrila raznolikost Turčije in njene kulture ter druge znamenitosti. Ta teden je bila prva seja občinskega sveta v novi sestavi, in sicer za mandatno obdobje 2014-18. Policisti bodo v prihodnjih dneh poostreno preverjali spoštovanje cestnoprometnih predpisov in vožnjo pod vplivom alkohola. V rubriki Lokalne novice smo tokrat zabeležili nekaj dogodkov v Slovenski Bistrici in okolici. Osrednja žalna slovesnost občine Slovenska Bistrica ob dnevu spomina na mrtve je bila v četrtek 30. oktobra. Najprej so se na osrednjem slovenjebistriškem trgu žrtvam druge svetovne vojne poklonili člani Zveze borcev skupaj z občinskimi predstavniki in položili venec k spomeniku. Pri rovih na Zgornji Bistrici, kjer so leta 2001 odkrili posmrtne ostanke 431 žrtev povojnih pobojev, pa so vence položili predstavniki občine in Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije. Pri Kostnici na Slovenjebistriškem pokopališču, kjer so položili k večnemu počitku leta 2001 posmrtne ostanke žrtev povojnih pobojev, pa je potekala osrednja žalna slovesnost. Osrednji govornik je bil Mitja Bervar, ki je v svojem nagovoru povedal. Ko se nekako poglobimo vase in se spominjamo vseh pokojnih. Med njimi so mnogi, ki niso našli miru v spokoju in naših urejenih pokopališčih, nekateri pa so v zadnjem času vendarle našli tudi ta mir. Verjamem, da se bliža čas, ko bomo na vseh ravneh uredili vse potrebno, da bodo mir našli vse žrtve vojne, ne glede na prepričanje ali svetovni nazor. Na ta način bomo vse mrtve, ne glede na kateri strani so bili, pokopali, s tem pa razrešili tudi svojo zgodovino in se lahko končno brez bremen usmerili v našo nujno in potrebno prihodnost. Da je mrtve treba pokopati in jim simbolno povrniti dostojanstvo, je civilizacijska norma. V civiliziranem svetu moramo delovati v smeri razumevanja in sprave. Prvi pogoj pa je pošten odnos do zgodovinske resnice, do razumevanja vzrokov in posledic dogodkov v nekem času, v nekem prostoru. Moramo se naučiti, da nasilje ni prava pot za reševanje konfliktov, da je človeško življenje nedotakljivo ter samovolja nad življenjem zlo.
vsa ta spoznanja moramo prenašati tudi na mlade rodove, da v zgodovinskih izkušnjah ne bodo nikoli ponavljali napak naših predhodnikov. Spoštovani, v stoletjih še nismo izginili le zato, ker smo v najbolj kritičnih trenutkih se poenotili in se združili. Imamo eno zgodovino in ta je naša, skupna. Z njo se moramo soočiti, proučujemo jo in jo moramo s spoštovanjem, razgrinjamo zakrito. Znebimo se travm preteklosti in do mrtvih spostavimo pieteto, kot si jo zaslužijo. Naj nas pokojni povezujejo, ne pa razdvajajo. Le, če bomo si sami prizadevali, bomo probleme reševali strpno, s pogovorom, sodelovanjem in tako našli odgovore na vprašanja, ki nas v današnjem času najbolj težijo. Zato tukaj, skromno, na tem kraju žalostnega spomina in opomina, pozivam, vabim vse Slovenke in Slovence, da se znova odpravimo skupaj na pot v prihodnost, čudovito prihodnost, ki jo lahko sami imamo v Sloveniji. Spominu na žrtve sta se s položitvijo vencev poklonili delegaciji Republike Slovenije in občine Slovenska Bistrica. Za kulturni program je poskrbel Zavod za kulturo z moderatorko Bernardo Skrbiš. Pesem Tinskega moškega pevskega zbora pa je segla do srca vsem, tako svojcem žrtev kot ostalim, ki so se udeležili žalne slovesnosti. Že prišla bo, tebe na svet ne bo, te bodo odjali do črno zemljo. Te bodo odjali do črno zemljo. Žalna slovesnost pa je bila tudi v Visolah nad Slovensko Bistrico, kjer se vsako leto ob spomeniku NOB domačini, svojci in člani borčevske organizacije poklonijo padlim med drugo svetovno vojno, spomnijo pa se tudi padlih med osamosvojitveno vojno. Spominsko slovesnost je organizirala krajevna organizacija Zveze združenj borcev za vrednote NOB Zgornja Bistrica. Na žalni slovesnosti je govoril Borut Kruder, predsednik krajevne borčevske organizacije. Je tudi dan, ko se lahko zavemo časa, ko se večina naših ljudi uprla okupatorju, del pa se je priključil drugi strani in v vojni in po njej izgubil vse, marsikdo tudi življenje. Zato je pred nami čas, ko bomo morali na starem temelju, ki sta ga leta 2005 zgradila takratni predsednik Kučan in ljubljanski metropolit Šuštar, postaviti novo stavbo sožitja, v kateri bodo lahko mrtvi pokopali svoje mrtve, novi rod pa bo lahko mirno ustvarjal blaginjo za vse državljane. V kulturnem programu so sodelovali mladi iz Visol, Karel Vidmar pa je iz svoje harmonike izvabljal melodije upora, tovarištva in prijateljstva, ki se je kovalo v tistih težkih časih. Bil pa je to tudi čas negovanja zgodovinskega spomina ter obujanje spomina na boj proti okupatorju. Prihaja pa k spomeniku vsako leto vedno več mladih, ki želijo ohraniti spomin na našo zgodovino. V Slovenjebistriški knjižnici je ta teden potekal zanimiv potopisni večer o Turčiji, po kateri sta se lani v maju potepala Mojca Plaznik, ki jo večkrat srečamo v knjižnici kot povezovalko različnih dogodkov, in Uroš Plavec. Turčija s skoraj 80 milijoni prebivalcev se razprostira večinoma v azijskem delu, nekaj malega pa sega tudi v evropsko celino. Je država nasproti s koreninami Osmanskega cesarstva, vedno bolj pa se odpira tudi v evropski svet. Kot sta zapisala popotnika, je Turčija dežela, ki te posrka vase, ki te osvoji s prijaznimi ljudmi, z njihovo preprostostjo in ustrežljivostjo.
Videti Istanbul, Efes, Bergamo, Side, Pantaro in druga mesta pomeni videti neizmerno zakladnico turške zgodovine, kulture, vire, kulinarike in naravnih bogastev. To so kraji, kamor bi lahko zlahka postavili čudežna pravljična bitja. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v torek 4. novembra sešel na ustanovni seji. Od 31 novo izvoljenih svetnikov in svetnic je manjkala le ministrica za okolje in prostor Irena Majcen. Kot je znano, jo bo kasneje iz vrst stranke Desos nadomestil Felix Mikložič. Sejo je vodil najstarejši svetnik Branko Repnik. Uvodoma je predsednica občinske volilne komisije Jasmina Obrovnik-Gril predstavila poročili njihove komisije o izidu volitev članov občinskega sveta in izidu volitev za župana. 5-članska mandatna komisija je v nadaljevanju brez zapletov potrdila mandate članov in članic občinskega sveta ter ugotovitev izvolitve dr. Ivana Žagarja za župana občine Slovenska Bistrica. V vsakem primeru seveda pričakujem sodelovanje, kar zadeva vseh izvoljenih svetnikov in svetnic. Ne nazadnje v tem smeri je bil tudi dogovor z vsemi svetniškimi skupinami, ko smo seveda pripravljali to sejo. Sicer pa, kot ste rekli, v bistvu nas čaka vse skupaj izjemno zahtevno delo, tudi zaradi napovedi, ki pač se dnevno napovedujejo in so povezane tudi z delovanjem na področju lokalne samouprave. Prihodnje niso prav rožnate. Tukaj pri nas v Slovenski Bistrici veste, da imamo kar nekaj konkretnih projektov. Pravzaprav so jih skupine tudi v času volitev vse prezentirale, tako da jaz verjamem, da bo ta konsens tekel tudi pri realizaciji teh projektov in da bomo lahko čez 4 leta ugotavljali, da je občina ne glede na okoliščine seveda na uspešni poti. Je sestava občinske koalicije že dokončna? Glede, kar zadeva koalicije, je v bistvu takšna, kot je takrat podprla tudi mene na volitvah. Mi smo ponudili tudi sodelovanje ostalim strankam, za sam stop se niso odločili, dogovorili pa smo se za sodelovanje pri realizaciji projekta. To je pa tudi tisto, kar je najbolj pomembno. Zdaj, kar mene osebno zadeva, se za mene volitve končajo takrat, ko so se končale volitve, ne. Od takrat naprej je treba delati in torej sodelovanje bo potrebno, pa ne samo tukaj znotraj občinskega sveta ali pa z občinskim svetom, ampak tudi širše, tudi z ostalimi aktivnimi dejavniki v našem okolju, tako z področja gospodarstva, z področja javnih zavodov, z področja civilne družbe, pravzaprav vseh, ki v tem prostoru živijo oziroma živimo, in samo nek skupen nastop je lahko garancija za premike naprej. V novem občinskem svetu je 18 novincev in novink. Med njimi so tudi 3 svetniki in svetnica stranke Mira Cerarja. Mislimo, da bo sodelovanje občine zelo korektno, fair. Tudi na državni ravni bomo poskušali urediti, kar se da najbolje za občino. Vse dobre in korektne predloge bomo z veseljem sprejemali, tako da želim pa upam na dobro sodelovanje. In za katere konkretne projekte si boste še posebej prizadevali? Vsi ti projekti, kateri so bili navedeni v našem volilnem programu, bodo imeli prednostno nalogo, predvsem pa želimo postoriti največ za občane in občanke Slovenske Bistrice, to je za ureditev novih delovnih mest, za ureditev kakovostnejšega življenja in druženja. Je morda že znano, če boste delovali v opoziciji ali koaliciji? Ja, tako. Mi sodelujemo v opoziciji. Vseeno pa pričakujemo korekten odnos med županom, našo svetniško skupino, kot tudi opozicijo. Vas zanima, kje je najbližji bencinski servis ali bankomat?
dobra restauracija? Kakšen je delovni čas trgovin? Na pametni telefon ali tablico si z Google Playa naložite aplikacijo Pirs. In brezplačno boste izvedeli vse, kar vas zanima. Pirs, brezplačno na Google Playu. Živjo, kam hitiš? Si za kavo? Mudi se mi, imam še kup opravkov. Najprej moram na bankomat, frizerjev, cvetličarno in rezervirati restauracijo za večerjo. Ustavi se, ti bom jaz pomagal. Ja, kaj pa imaš to? Na svoj pametni telefon sem naložil Pirs Android, najbližji bankomat imaš tam za vogalom, zraven je cvetličarna, frizerje v bližini, lahko takoj pokličeš. Evo, pa še številko od restauracije imaš tule. Odprem se ob 17. Pa tudi navigacijo lahko uporabiš. Super! A to vse si takoj našel s Pirs za Android? Koliko pa to stane? Brezplačno je. Obišči Google Play in si prenesi aplikacijo. Pirs za Android. Najhitrejše lokalno iskanje v Sloveniji. Policisti slovenjebistriške policijske postaje so v preteklem in tem tednu zabeležili naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalistike so policisti obravnavali 21 kaznivih dejanj, od tega 13 tatvin, 2 poškodovani tuje stvari, 1 nasilje v družini, 1 zatajitev in 3 druga kazniva dejanja. Slovenska Bistrica. Neznani zmikavt je občanki v trgovini iz nakupovalne košare izmaknil denarnico z dokumenti, škode je za 300 evrov. Z parkiranega avtomobila so izginili vsi 4 okrasni pokrovi na kolesih, škode je za 100 evrov. Pred šolo je nekdo poškodoval hidrantno omarico in prometni znak, šola je oškodovana za 100 evrov. Iz stanovanjskega bloka so izginile zimske pnevmatike, občan pa je oškodovan za 200 evrov. Zgornja Polskava. Iz nenaseljene hiše je nekdo ukradel 4 kotle za žganje kuho, lastnik je oškodovan za 400 evrov. Cezlak. Iz več delovnih strojev so nepridipravi iztočili gorivo, podjetje pa oškodovali za 700 evrov. Freihheim. Nekdo je ukradel nasekana drva, lastnika počitniške hišice pa oškodoval za 400 evrov. Brezje pri Oplotnici. Vlomljeno je bilo v stanovanjsko hišo, iz katere je izginilo več kosov zlatnine, občanka pa je oškodovana za 500 evrov. Policisti opozarjajo občane na samozaščito, zato naj na vidnih mestih ne puščajo vrednejših predmetov, saj to izkoristijo storilci kaznivih dejanj. Kar zadeva prometno varnost, so policisti obravnavali 13 prometnih nesreč, podali 3 obdolžilne predloge, izdali 20 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 2 vozniški dovoljenji. Zasegli pa so tudi 2 motorni vozili. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 7-krat, obravnavali pa so še 4 postopke s tujci, prekršek zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, 1 požar in 1 drugi dogodek. V prihajajočem tednu pa bodo policisti poostreno nadzirali spoštovanje cestno-prometnih predpisov, predvsem glede vožnje pod vplivom alkohola. Spoštovani, informativni del redne tedenske oddaje se je iztekel, v nadaljevanju pa vas vabimo k ogledu arhivskega posnetka ene od oddaj Veznega člena, v kateri je bil gostitelj Anton Gričnik, gost pa Adi Žunec. Pa srečno in pazite nase ter na svoje najbližje.